Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevni informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 23. februar 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Je obsežen izpad elektrike po snežni ujmi tudi posledica pomanjkljivega vlaganja v dotrajano omrežje? Politično znanje na preizkušnji, izpeljali smo drugi Večerov pub quiz. Tretja zaporedna zmaga Maribora z 2-0 kljub težavam v drugem polčasu tekme z Bravom. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Po snežni ujmi, ki je v petek povzročila električni mrk v velikem delu severovzhodne Slovenije, so razmere veliko boljše, še vedno pa elektrike nimajo vsi odjemalci. Včeraj do 18:30 jih je bilo brez nje še okoli 200, v petek pa jih je bilo na območju Elektra Maribor brez elektrike kar dobrih 70 000. Škodo in napake na omrežju so na terenu ves konec tedna odpravljale okrepljene ekipe, njihovo delo pa so spremljali tudi večerovke in večerovci. Težava pa ni bila le v izpadu elektrike. Številni kraji so bili zaradi izpada elektrike tudi brez pitne vode in telefonskega signala, zaradi slednjega so bili tudi odrezani od informacij. Zaradi izrednih razmer sta v Maribor prišla tudi poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in premier Robert Golob, ki je dejal, da bo takih dogodkov zaradi podnebnih sprememb gotovo še več. Zato se država nanje tudi pripravlja, da bo čim bolj odporna. Ljudje tudi ne bodo prepuščeni samim sebi, kar dokazujejo koordinirano sodelovanje s civilno zaščito in drugimi službami, ki pomagajo, je povedal Golob. Zdaj, ko se razmere nekoliko umirjajo, se na terenu krepijo opozorila, da so na odročnejših krajih omrežja zanemarjena in da je tam treba še veliko električne napeljave spraviti pod zemljo. Podrobnosti preberite danes v Večeru. V mariborskem Brupubu na Lentu je pretekli teden v sproščenem, a tekmovalnem duhu potekal drugi Večerov pub quiz, tokrat posvečen slovenski politiki. 8 ekip se je pomerilo v poznavanju 40 vprašanj, ki so pokrivala obdobje od osamosvojitve do danes. Med udeleženci smo lahko opazili zanimivo mešanico od aktualnih politikov, med katerimi sta bila tudi 2 poslanca državnega zbora, do prekaljenih pub quizovskih veteranov. Atmosfera je postala še posebej napeta ob vprašanju, katera država je dejansko prva priznala Slovenijo, Hrvaška ali Litva. Razprava o suverenosti in zgodovinskih dejstvih je pokazala, da politika v pravi družbi še zdaleč ni suhoparna tema. Ekipe so se prebijale skozi vprašanja o znanih političnih prestopih, denimo Cirila Pucka leta 1997 in nepozabnih izjavah, ki so zaznamovale naš prostor. Na koncu so ob napetem boju in ob obilu dobrega vzdušja slavili veterani iz ekipe Jutro, je v reportaži zapisala Andreja Kutin. Dogodek je bil odličen in sproščen uvod v volilno dogajanje. Vse tiste, ki bi svoje znanje radi preizkusili tudi sami, pa kviz čaka na spletni strani vecer.com poševnica volitve 2026, kjer lahko preverite svoje znanje v krajši različici Večerovega političnega kviza. V Ljudskem vrtu so se včeraj veselili tretje zaporedne spomladanske zmage, s katero so se vijoličasti zavihteli na drugo mesto prvenstvene lestvice. V 23. krogu prve lige so z 2-0 ugnali ljubljanski Bravo, a pot do 3 točk je bila, tako kot priprava igrišča, izjemno zahtevna. Snežna ujma je namreč v Mariboru skoraj odnesla tekmo. Da se je ta sploh lahko odigrala, gre zahvala ljudem iz kluba in navijačem, ki so sneg zelenice odstranjevali vse do 1 zjutraj v noči na nedeljo. Na igrišču je Maribor povedel v 16. minuti, ko je povratnici Vizingerja odbito žogo v mrežo pospravil Nejc Viher, ki je pred dnevi dopolnil 18 let. V drugem polčasu so gostitelji trpeli, Bravo je prevzel pobudo in nizal akcije, a domača mreža je ostala nedotaknjena. Odrešitev je prišla v 94. minuti, ko je po dolgi podaji vratarja Ažbeta Juga in podaljšku z glavo Benjamina Teteha z mojstrskim lobom končni zid postavil Hilal Sodani. Na tekmi sta torej zadela najmlajši in najstarejši igralec, ki jo loči kar 21 let. Igralec tekme je postal strelec vodilnega gola Viher, ki se je po tekmi zahvalil tistim, ki so minuli vikend vihteli lopate. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem navijačem,
in pa tudi tistim, ki so sploh omogočili, da smo danes lahko mi igrali. Mislim, da kidali do 1 zjutraj ure in bi njim posvetil zmago. Zahvalil bi se trenerju za priložnost. Bila je pa zelo težka tekma, mislim, da je bilo dosti duelov, bilo je težko igrišče, ampak mislim, da mi nismo bili na nivoju. Na koncu pa mislim, da je najbolj pomembno, da tudi ko nismo na nivoju, da smo zmagali in tako povečali niz in mislim, da bomo zdaj tako samo nadaljevati v tej smeri. Rekel mi je res trener včeraj, da bom dal danes gol z glavo. Ja, normalno, da nekaj, ko ti pade nekaj z ramen, bom rekel, da neko lajšanje, ko daš gol, sploh pa za Maribor. In ja, res nekaj posebnega. Trener Maribora Feđa Dudić je po tekmi iskreno priznal, da igra v drugem delu ni bila idealna in da bi si Bravo morda zaslužil točko. Toda Sarajevčan je poudaril, da velike ekipe zmagujejo tudi takrat, ko ne blestijo. Več odzivov po tekmi najdete na večer.com/sport. To je bil Večer zjutraj 23. februarja 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.